Torej, lepo pozdravljeni, moje ime je Evgen Gec, jaz se ukvarjam z preoblikovanjem salonov, seveda tisti, ki so že vpeljani, in ukvarjam se tudi s tem, kako oblikovati delo v kozmetičnem salonu, predvsem pri tistih osebah, ki komaj pričnejo s poslovanjem v tej dejavnosti. Najprej, kar bi želel omeniti, je to, da bi predlagal pravzaprav vsem tistim, ki se odločijo za delo v salonu, da najprej nekaj let delajo kot kozmetičarke v kozmetičnih salonih, in šele tedaj pravzaprav, ko so prepričani, da je to dejansko njihova življenjska priložnost, da naredijo korak naprej in se odločijo za podjetniško pot. To je res pomembnega značaja, predvsem zaradi tega, ker poznati podjetniško pot ni tako enostavno, potrebno je imeti tudi veliko izkušenj na tem področju, potrebno se je seznaniti z vsemi postopki, ki omogočajo oziroma ki olajšajo samo poslovanje, in zatem je dobesedno potrebno strmeti in se nenehno tega tudi učiti. No, mi vam pri vsem tem pomagamo, lahko se obrnete na nas, kadarkoli imate kakšnekoli, bomo rekli, potrebe, želje, težave z marsičem, kar se v salonu ali v vključitvi v delo v salonu dogaja, in tukaj vam bomo v veliko oporo, tako kot smo že do sedaj pomagali velikemu številu kozmetičark. Ja, zakaj sem ravno omenil, da je predhodno dobro delati v kozmetičnem salonu? Predvsem zaradi tega, ker tam imate dobre učitelje. Dobri učitelji vas naučijo, kako delati in zakaj na določen način delati. Vsi vemo, da včasih je bilo to drugače, kar sem že opisoval v preteklem videu, kako so se postopki odvijali pri samem poslovanju, se pravi, nekdo je zaključil kozmetično šolo, odprl kozmetični salon in zadeva je stekla, no danes je ta zadeva povsem drugačna. In tudi nekateri, ki se odločijo po študiju odpreti kozmetični salon, seveda tudi oni potrebujejo številne informacije in znanje iz tega področja, kajti kot vemo, šola v podjetništvo vlaga določeno znanje, vendar v uporabno znanje je tega, kar se tiče pravzaprav, tako bom povedal, kar se tiče uporabnega znanja, je tega nekoliko manj. Dejstvo pa je, da v salonih se ukvarjate, če vas nekdo uvaja v delo, jaz pravim temu, predvsem z učitelji. Dajmo si pogledati, kakšna je razlika med učitelji in profesorji, da bomo dobili neko realno sliko okoli tega. Profesorji kot taki, oni predvsem izpostavljajo informacije, ki jih na različne načine oblikujejo in nam jih predstavljajo. Učitelji pa to delajo nekoliko drugače. Oni te informacije oblikujejo oziroma formirajo v uporabno znanje. Tako da tisti, ki zelo veliko študirajo, kako bi rekel, študij še vedno kot tak ne omogoča, da nekdo, ki je študiran, tudi dobro dela. To predvsem vidimo v tej kozmetični dejavnosti, da se pogosto dogaja. Nekoč je en gospod dejal in nekako takole rekel: Evgen, če boš zdaj študiral, zavedaj se, da ko boš zaključil študij, si na točki 0. Tukaj se vse skupaj komaj prične. Torej, ti si zaključil lahko študij, dobil si diplomo, vendar kako boš to vpeljal v tvojo življenjsko prakso, v tvoje življenjske delo, je odvisno od samega sebe, kako boš to naprej tudi razvijal. In seveda, res je, da je na zelo lep način to pojasnil, kako profesori veliko razlagajo o vsebini, nam predstavljajo to vsebino, nam povedo, kaj je dobro, kaj ni dobro, kaj je primerno za naše delo in čemu se moramo izogniti, oziroma kjer lahko napredujemo, v kakšnem kontekstu. Učitelji, oni pa delujejo nekako drugače. Oni nas učijo razmišljati, zato da lahko dejansko vsebino, ki se jo učimo, preoblikujemo v realnost. Tako se veliko lažje orientiramo, in enkrat, ko smo orientirani, preprosto izgubimo strah
in na takšen način nas dobesedno učijo samostojnega razmišljanja in kreativnosti. Zakaj sem to pravzaprav omenil? Predvsem zaradi tega, ker ravno to je moje delo, da učim vsakogar, ki že dela v kozmetičnem salonu oziroma bi želel delati v kozmetičnem salonu s podjetniškimi pristopi, da pridobi čim več motivacije za to, da postane pri svojem delu čim bolj kreativen. Kajti to je pot do uspeha, ki je dejansko, kako bi rekel, naprednega značaja, in če bomo v takšni smeri naprej vsi skupaj delovali, zagotovo bodo tudi rezultati izjemno dobri. Je pa dobro se osredotočiti še na nekatere druge dejavnike, in prvi izmed njih je predvsem ta, da moramo konkretno vedeti, kaj želimo v salonu pravzaprav delati. Včasih vsi ljudje pač svoje delo zamišljamo v neki svoji obliki, sliki, kakorkoli pač že, ne. Strokovnjaki govorijo, da vse, kar si zamišljamo, vidimo v neki sliki, ne. In nekdo, ki odpira salon, si že vnaprej predstavlja, kako bi to lahko delovalo, kako bi izgledalo, na kakšen način bo počel, in vse nekako pred sabo že vidi, kako bo to ustvarjal. Vendar to se lahko zgodi samo tedaj, če imamo dobro začrtane cilje, kajti cilji so ključnega pomena za to, da dosežemo tiste rezultate, ki smo si jih predhodno zastavili, in si lažje začrtamo tudi pot, da pridemo, da prispemo do njih, ne. Druga zadeva, ki jo je potrebno tudi tukaj obrazložiti, je, kakšen tip kozmetičarke želite postati, ne. Oziroma, na kaj se boste pri svojem delu osredotočili. Danes je izjemnega pomena se specializirati, in če želite biti dobra kozmetičarka, je dobro se distancirati od ostalih. Se pravi, ne se približevati, se pravi čim bolj približevati, temveč se odtujevati od ostalih, delati podobne stvari na drugačen način. Ali storitvam nekaj dodate, ali izdelkom dodate druge izdelke, ali torej, če delate z eno kozmetično linijo v salonu, vam priporočam, da delate z več različnimi blagovnimi znamkami, kajti ni se dobro vezati samo na enega dobavitelja, ne. Dobro se je vezati na več dobaviteljev. Zakaj? Ker imate več možnosti, več priložnosti, in seveda tudi ponudba kot taka je veliko širša in za vaše stranke bistveno bolj sprejemljiva, kajti tako premikate dejansko oziroma se prilagajate tudi cenovnim razredom oziroma zmožnostim samih strank, ne. Pomembno je to, da karkoli boste počeli, da vas bodo stranke torej po nečem prepoznali. Skušajte ugotoviti, v čem ste najboljši, in tisto, kar ste najboljši, potencirajte preko marketinga in boste najlažje in najhitreje dosegli določene rezultate, ne. In poiščite ta nekaj posebnega, kar je v vas, in dajte to čim bolj izpostaviti. No, še ena zadeva je, na katero ne gre pozabiti, in to je odnos do dela in ljudi. Pri delu kozmetičarke je ključnega pomena točnost, preciznost, odgovornost, ne. In tukaj gre predvsem za to, da ste takšni, kakršni ste. Jaz ne pravim, da ste naravni, da ste preprosti, vendar vse te specifike, ki sem jih navedel, morajo imeti seveda svojo prednost. To pa zaradi tega, ker salon zahteva kar precej vlaganje energije, tudi odpovedovanja, zahteva kar precej natančnosti pri svojem delu, kajti vidimo predvsem sedaj v takšnih okoliščinah, koliko je pomembno, da dajemo veliko pozornosti na to, da so stvari čiste, sterilizirane, da stranke začutijo, ko pride v salon, da začutijo, da dejansko temu posvečate veliko pozornosti, kajti tako se počutijo bolj varne. Zelo pomembno je tudi, kako boste ohranili ta stik z vašimi strankami, zaposlenimi. Naj povem, da večina zaposlenih, verjeli ali ne, odide iz salonov ravno zaradi odnosov.
nekako niso uspeli najti tisti skupni jezik in seveda sčasoma, ko nekdo je prepričan, da je že pridobil toliko znanja, da lahko samostojno dela, se veliko hitreje tudi odcepi in začne samostojno delovati. Ali to lahko preprečimo ali ne? Dejal bi nekako takole, to je odvisno od vsakega posameznika, kaj pravzaprav želi. Tisti, ki imajo večje ambicije za to, da bodo nekoč nekaj ustvarili, njih je skoraj da nemogoče ustaviti. Drugi pač razmišljajo drugače, pa rečejo, jaz rajši delam v enem kozmetičnem salonu, se nekoliko bolj potrudim, imam dobro plačo, s tem pa imam bistveno manj obveznosti. To pa zaradi tega, ker vsi vemo, da enkrat, ko ste lastnik salona, so te obveznosti dokaj velike. Res pa je, da boste uspešni, če boste v tem vašem delu uživali. Nekateri dobesedno uživajo, imajo izjemno veliko, čutijo pripadnost do dela, do ljudi, s katerimi sodelujejo in dejansko se jih vidi, da delajo vse na tem zato, da bi najprej postopki bili vsi, ki jih izvajajo, bili odlično izvedeni, strokovno izvedeni, tudi delajo veliko na tem, da imajo do strank profesionalen odnos, da jih znajo pohvaliti, da jim znajo dati vrednost, da jih znajo tudi presenečati, da jih znajo nekako usmerjati in poučevati oziroma spodbujati k dodatnim storitvam, ki jih stranke morebiti še ne koristijo, kar se velikokrat zgodi, da tudi ne vedo, katere so tiste storitve, ki bi še morebiti potrebovali. Torej, takšni ljudje se običajno znajo postaviti v kožo stranke in zato tudi na takšen način odreagirajo. No, tukaj se skriva še nekaj, kar je mogoče vredno izpostaviti, in to je, da predno odprete recimo kozmetični salon, je zelo dobro, da obiščete nekaj drugih salonov in malček raziščete, da vidite, v čem so dobri, da vidite, kaj delajo posebnega in skušate biti pri tem seveda še boljši. Torej, ne da nekoga kopirate, da se skušate njemu približati, temveč da se oddaljite na način, da v specializiranih storitvah postanete na trgu čim bolj prepoznavni in seveda pri izvajanju storitev vrhunski. Še ena zadeva, na katero ne smemo pozabiti, je pa želja po izobraževanju. To nenehno izpostavljam in to bom tudi vedno izpostavljal, to pa zaradi tega, kajti vsak dan se soočamo s tem, da vidimo osebe, ki imajo željo po napredku, imamo pa tudi ljudi, ki si tega ne želijo pač, Danes so celo poznani primeri, ko nekdo, ko se zaposli v kozmetičnem salonu, postavlja pogoje, kdaj bi delal in kaj bi delal. Žal v kozmetičnem salonu to ni sprejemljivo. Danes je potrebno, če ste kozmetičar in če poznate vse aktivnosti, ki se v salonu izvajajo, potem lahko tudi pričakujete, da bo od vas nekdo kot delodajalec to zahteval. Podobno je, če boste vi kot delodajalci, boste zagotovo zahtevali nekaj od zaposlenih, kar bo vam ustvarjalo prihodek, kajti s tem namenom tudi nekoga zaposlite. To mora biti povsem jasno in zato govorimo o podjetniškem pristopu. Mi ne gledamo samo, kaj bi bilo fajn, kaj bi bilo super, kako bi to izgledalo, če bi, ko bi, temveč je to potrebno dobro splanirati že na samem začetku, da se ve, kolikšne bi bile investicije, kakšen bi bil vložek torej v sam začetek poslovanja salona in seveda tudi z razvojem dejavnosti, kako bi se ti stroški pravilno razporedili. Ampak za to narediti je potrebno najprej ustvariti prihodke, kar pa seveda ni brez določenega znanja, je to nekoliko težje. Zato je, kot še enkrat poudarjam, že pred odprtjem salona je potrebno vse te stvari razčistiti. Še ena zadeva, na katero se bomo osredotočili, je pa ta, da morate biti pri svojem delu res skrbni.
kajti stranke to izjemno hitro ne samo vidijo, temveč tudi začutijo ob samem vhodu v kozmetični salon, lahko dokaj hitro ocenijo vas, vaše delo, lahko tudi vidijo, koliko imate občutka za ljudi, koliko imate občutka za prostor, koliko imate občutka za vse, kar se v tistem okolju dogaja. Skratka, tukaj se dejansko prikaže, koliko je res nekdo navdušen nad tem, kar počne, in seveda s tem tudi pokaže, k čemu je bolj nagen. Ali so to določene storitve, ki so, kot je recimo nega obraza, nega telesa, ali so to bolj aparature, ali so to storitve, recimo, ki so bolj trendovske storitve, recimo, predvsem, ko se pogovarjamo o brveh, nohtih, trepalnicah in tako naprej. Skratka, vse to zahteva neko doslednost in spoštovanje do dela in seveda spoštovanje do vseh v okolju, torej do strank in tudi samega sebe. Kaj to pomeni spoštovanje do samega sebe? To ne pomeni samo, da morate veliko delati in temveč pomeni tudi to, da morate imeti veliko prostega časa tudi zase in da skušate pri svojem delu res ustvariti, bom rekel, nekaj, kar bo dejansko produktivno, ne samo, da boste delali, temveč, da boste pri tem bili ustvarjalni. Kajti veliko imamo ljudi, ki, kot sem že mnogokrat povedal, ki delajo cele dneve, a vendar niso zadovoljni, kajti na eni strani izgorevajo, na drugi strani izgubljajo recimo potenciale, ki jih imajo na voljo, pa morebiti ne vedo, da jih imajo na voljo. Torej, jaz vam ne bi priporočal, da odpirate salona, ukolikor niste dovolj disciplinirani, kajti morate se zavedati, da se je vseh pravil v salonu potrebno držati, tudi kar se tiče urnika. Včasih morate delati preko delovnega časa, vendar tukaj bi poudaril, da ne gre to uvajati v redno prakso, kajti na ostalih videih, ki jih boste gledali, boste tudi videli, kako je potrebno organizirati delo, zato da ste lahko veliko bolj produktivni za manjšo porabo časa. Vendar vseeno pri svojem delu bodite točni, previdni, zaradi tega, da pri strankah ne bi izgubili verodostojnost. Kajti stranke, če enkrat začutijo, da pri temu niste taki, kot bi to delo zahtevalo, oziroma kot so si one to zamislile, se lahko dokaj hitro izgubi verodostojnost oziroma tudi stranko kot tako. Morate pa razumeti, da ni dobro odpirati salona, ukolikor ste podvrženi recimo telefonu, da morate nenehno s kom komunicirati, da morate s partnerjem komunicirati, s prijatelji, znanci, si dopisovati, spremljati in take stvari. Glejte, to so stvari, ki so lahko za delo v salonu izjemno nevarne. Ko se posvetite strankam, morate to početi 100%. In vkolikor tega ne bi počeli, stranke seveda ne bodo imeli razlogov za to, da bi se odločile za storitve pri vas, kajti to je lahko tudi zelo moteče. Zato še enkrat poudarjam, razmislite o tem, kar sem vam sedaj povedal, razmislite o tem, da ko odpirate svoj salon, kaj morate najprej narediti, zato da boste lahko svoje delo razvijali. Ne pozabite na dopolnjevanje, na izgradnjo znanja, tukaj vam bodo veliko pomagali dobavitelji, mi vam pa bomo pomagali pri tem, da boste delo, še enkrat poudarjam, lažje organizirali, da boste lažje izvajali marketing, torej da boste lažje pridobili stranke, da boste pri tem bili učinkoviti in da boste ustvarjali oziroma da bo salon posloval profitabilno. To je s tem namenom se salon tudi odpira. Torej, če boste potrebovali kakršnokoli pomoč, kar se tiče področja marketinga, vodenja, zaposlovanja, prodaje in ostalih zadev pri organizaciji dela v salonu, se z veseljem obrnite na nas. Lepa hvala in predlagam, da si ogledate še ostale videe. Srečno!